The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, bum bam, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. S Petro sva ga snimala že prejšnji teden, ampak nažalost nisva nič posnela, ker je tehnika zatajila. Tako da sva nazaj, pa v bistvu še dobro, da so počakala, ker sva že prejšnji teden pokomentirala oziroma hotla kao pokomentirati, pa me je Petra ustavila. Par novih koles je vam prišlo, tako da bo v temu danes v coni 2 in dolgoživosti, to bo predvsem Petra govorila. Petra tudi smo dali en video ven, ki je ona v bistvu malo svojemu dnevu, tako da bo v bistvu to malo povezala. Pol sem jaz imel v prejšnjem tednu plan za 2025, kjer je točke treba odkljukati, pa me boš tam mogoče popravila zdaj, kaj je šla čez za fanti iz Human Performance Centra. Evo, na začetku bi se pa jaz najprej rad zahvalil vsem strankam, ki ste nas podpirate že ene 3 sezone. Predvsem zdaj v zadnjem letu je bilo sploh vas veliko, ki so te tukaj iz velo runde, velo izletov. Tako da evo, jaz sem samo hotel reči pač hvala vsem, ki podpirate Approved. Upam, da se bomo naslednje let spet videli, predvsem, če že ne v trgovini, pa na kolesu. Tako da, evo, moja iskrena hvala vsem. Tisti, ki še niste nič nabavili za Black Friday, imate danes še čas. Če me boste jutri poklicali, evo, bom še jutri vsem bomo zrihtali pač te nore cene, ki jih imamo zdaj. To je v bistvu kot neka zahvala vsem, ki ste kupovali pri nas, da vam damo pač nekaj nazaj. To je pač edina stvar, ki lahko pomagamo z nasveti. Mislim, da že itak cel let se trudimo po najboljših močeh, tako da evo, to je to. Petra, dobrodošla. Že, evo me. Ja, v redu. Ja, kar v redu. Dej, kjer od teh bi šla najrajš čez? Mogoče o kolesih bova na koncu. Ja, da se skregava do konca. Ne, se ne, po moje bo, ker tukaj najbolj skup. Po moje to bo tema, ki bo vsem zanimiva, tudi vi prosim danes, to me res zanima. Kar se tiče telih novih par koles, ki jih je zdaj ven prišlo, oziroma za sezono 2025, imam jaz ene par vprašanj postavljenih, tako da prosim komentirajte, ker me res zanima, kaj gledate, kaj kupujete nov kolo, kaj so vam tiste glavne stvari. Ok, to je to, vse več bomo pa pol šli čez, tako da dej greva pol najprej, evo, cona 2, kaj si se naučila, kaj mogoče tisti splošni kolesarji ne vemo v tej coni, zakaj je toliko popularna, zakaj se zdaj o njej toliko govori, in pol kako to povežemo z dolgoživostjo. To je neka čudna slovenska beseda. Ja, iz tega časa zdaj smo pa v angleščini pozabila long lifetivity. Ja. Okay. V bistvu zdaj je to nova beseda ali je stara beseda. Jaz sem jo zdaj bolj močno zasledila, glih, ko sem na trenažerju, pa imam sajt malo več poslušati razne podcaste. Eden bolj všeč mi jih je recimo od Petra Atija, ki ima dokaj zanimivo, se ga da poslušati, pa enostavno stvari razlaga, kljub temu, da je on strokovnjak, pa vedno ima tudi neke strokovnjake za goste z določenega področja. Ja, ta cona 2 glih, zato bi pa rada malo tudi mogoče te kanaju poslušajo in povedala, kaj več o coni 2, kot tudi mi dva tokrat jo jaz omenjam. Vsi trenerji zdaj govorijo o teh conah 2, čeprav sem tudi že brala zdaj, da je en norveški trener, pa ne zagovarja cone 2, da je to kao zapravljanje časa, ampak mogoče, da tukaj gleda na vidik nekih treningov visoko intenzivnih, če pa gledamo na zdravje samo po sebi in kaj dosegamo s cono 2, pa mislim, da tukaj so dokazi, ki so zmerjeni z napravami, z krvjo, z odvzemi, vzorci in tako, in je tukaj jasno dokazali to. Zdaj pa najprej, kaj sploh je cona 2. Se jaz najprej šla strokovno prebrati, ne bom se zdaj zmišljevala. Cona 2 je cona, v kateri upravljamo neko intenzivnost, neko delo. Pri nas to najbolj pride v poštev, se pravi, ali pri kolesarjenju, mogoče pri teku tudi, pri teku, kjer imamo, se pravi,
nekako porabo glukoze, kjer največ porabljamo glukozo po 2 moloma. To je bilo zdaj strokovno povedano. Kaj pa to drugače pomeni, da ste vedeli? To pomeni, da v bistvu smo v neki coni udobja, kjer lahko v tem času, ko upravljamo neko dejavnost, še vedno govorimo, se pogovarjamo, pa brez da smo kaj zadihani. Imamo nek utrip, ki je mogoče okoli 60% našega maksimalnega utripa. In takrat, kaj se dogaja v našem telesu, takrat mi porabljamo tudi že seveda glukozo, kjer se pač porablja vedno, v vsakem primeru, ne glede to, kaj počnemo, ampak ne v tako visokih merah, da bi povzročala kjer bi se že lahko sprožil nek laktat, kjer potem pride do teh utrujenih lohkanok oziroma do drugačnega počutja. Se pa tukaj najbolj porabljajo maščobe in zato je ta cona 2 primerna za vse, ki želite izgubiti kakšno težo. Je absolutno to zelo primerna zadeva. Evo, že roko dviguje. In pa za tiste, ki hočete izboljšati nekako svojo pripravljenost v tej meri, da ste lahko v bistvu dalj časa aktivni. Tukaj v bistvu, če bi po domač rekli, da izboljšujete kondicijo. Tako da to je res, ta cona 2 res ni kar neki privlečen za ušesa. In po drugi strani tudi recimo, če bi gledali pri starejših ljudeh, ta cona 2 je v smislu zdrava zaradi tega, ker zmanjšuje tudi glukozo v telesu, se pravi sladkorne bolezni zmanjšuje, na srce dobro vpliva in v bistvu posledično se to temu reče, da s to cono 2 nekako spodbujamo dolgoživost. Se pravi, da smo lahko dalj časa nekako zdravi, se ne pomeni, da bomo to dalj časa živeli, ampak saj nekaj kvalitetno živeli. In tukaj pač, kjer sem poslušala zdaj na zadnje podcast, kjer je imel Peter Atija gosta, doktorja Majlana, ki je proučeval Tadeja Pogačarja 2-3 leta in tudi bil kot nek njegov trener, ampak bolj trener metabolizma, se pravi telesno, ni bil to zdaj trener, ki bi mu lahko kakšne treninge čist predpisoval, je pa sigurno ga preučil v detajle in tukaj so največ na njemu. Je pa to drugače kardiolog, onkolog, ki proučuje raka pa srčne bolezni povezane s tem in je v bistvu prišel do tega, da jasno točno ta cona 2 podaljšuje, nekako zmanjšuje bolezni in tudi on je star, zdaj sem gledala, se pravi 54 let in je rekel, da on nekako je v teh svojih conah udobja že 10 let in 10 let ni nazadoval. 10 let je na istem nivoju, ne napreduje, nazaduje pa tudi ne in predvideva, da bo tudi še naslednjih 10 let ustal na tem nivoju z takim načinom nizkointenzivnih, lahkih treningov, ker jasno, da če mi preobremenjujemo srce, potem pridemo, sploh pri starejših ljudeh, pride lahko do kakšnih okvar srca. Tako da to je z moje strani glede cone 2 in mi je res ratala zadeva res zanimiva. Je pa še tako, zdaj če to navezujem na ta moj video, zadnji, ki ste ga gledali, kjer govorim, mogoče najbolj poudarjam to, kako se lahko organizirate za trening in boste zdaj rekli, kako me svojo cono 2, nimam časa, grem sem 3-4 na teden, lahko mogoče sem dejaven, se ni mu zdaj to kolo, ker zdaj tako vemo, da 1 ura take intenzivne hoje v coni 2 je enaka nekje kolesarjenju 2 ur. Tudi kolesarjenje na trenažerju 1 uro je enako kolesarjenju nekaj 2 ur na cesti, ker to, kot sem pač hotela že tudi povedati, na cesti se ustavljamo, ne moramo se, načeloma pridemo do prehoda za pešce, avto nas moti, ne moramo ves čas biti v tej kontinuirani coni, bistvo pa je, da si res neprekinjeno to uro znotraj te cone. In lahko z eno hojo, recimo na podoben način, kot je to pri kolesu, enako naredimo tudi v 1 uri. Tako da ni mus, da smo samo na trenažerju dejavni. Tako se lahko organiziramo, da je se pravi, da hodimo. Druga varianta je pa, da uporabimo, se pravi, če imamo več časa, se pravi 3 dni na teden, po 2-3 ure, da si vzamemo čas, če ste lahko na trenažerju zdaj v tem času toliko časa, ali pa potem tudi na cesti, da je recimo od 3 ur, še vedno velja teh 80% cone 2, ostalih 20% naredite pa mogoče nekaj više intenzivnega. Ampak vedno, da si vzamete, da je 80% treninga cona 2.
Ne pomeni pa, da je to, če greste 5-krat na teden, 3-krat cona 2, lahko je znotraj teh 5 treningov 80% cone 2. Se pravi tudi na, ko bi rekel, počitek dan, se pravi razpeljavo, imaš tudi cono 2. Ja, v bistvu na prav razpeljavi, pa če je bil en dan zelo težek prej, je naslednji dan temu se reče pa recovery, kjer je pa ta cona NA oziroma cona 1, kakorkoli bi temu, je pa še mečkan manj intenzivna kot cona 2. Še vedno se premikaš, gibljaš, delaš, je pa malo z nižjimi vati, pa še malo z nižjim utripom takrat. Ampak to je po en dan prej v visokem treningu, se pravi, kadar kakšne VO2 max treningi, daljši treningi, recimo za vikend ponavadi se vozimo veliko, 4-5 ur smo na kolesu tudi, ne, in pol naslednji dan je fajn, da se tudi nekaj naredi. Recovery se temu reče, ne, intenziven recovery. Jaz sem včeraj prav probal se voziti v coni 2, pa je kar težko. Ja, sploh, ko začneš. Ja, tako da še dobro, da sem si dal, mislim, da bo moja še povprečno brzino stran, ker se mi zdi, da una cona 2, ka malo veter kontra piha, se mi zdi, da imamo kolesarji vsi v glavi, da se moramo 30 vsaj voziti. In jaz sem pa glih tam na meji, po moje glih v cono 3 padam, oziroma kdaj sem že kar dober v coni 3, da se furam 30, tako da sem po moje še povprečno stran, da me ne moti. Ja, to definitivno. No. Saj, jaz jo sicer še imam na ekranu, tudi povprečno, ampak moram reči, da nikoli ne pogledam. Sploh sem se navadila, da res nekaj časa nisem imela, pa sem se jo dala nazaj. Jaz praktično sploh ne gledam, oziroma sem se tako navadila, da že tudi po povprečni vem, da sem res znotraj cone 2, ne, ker med 30 na uro povprečno, pa biti v coni 2 pri meni to praktično, tudi če se poravnam vozim, mogoče, da sem glih tam nekje, ampak poravnam brez vetra, da je to nekje 30 na uro povprečna, ja. Ampak večinoma je to kar pod 30 na uro. Še malo bi se vrnil na un video nazaj, ki si ga posnela, en gospod je vprašal, kaj imaš to na nogah čist na koncu. Kaj pa sem imela na nogah? Ja, tiste štumfe za... Aha, na koncu, ja, okay. Ja, to je, se pravi, to so, sploh ne, kako se reče tem hlačam, regeneracijske hlače, jaz jih uporabljam od proizvajalca Normate, kar se tudi vidi tukaj gor na temu videu. To so hlače, ki v bistvu so limfna drenaža dejansko, najbolj podobno limfni drenaži, čista regeneracija, hlače vzpostavijo pritisk, to v glavnem uporabljajo vsi športniki v športu, čisto vsi. Jaz to lahko povem, ker jih poznam osebno, ne samo kolesarji, košarkaši, vse reprezentance to uporabljajo, vsi klubi imajo to. Hlače take ali drugačne. Povzroča pa to, da je pritisk enakomerno se porazdeljuje po nogah, imaš različne programe, različne moči in v bistvu na koncu stisne vso vodo ven. Je zelo prijeten občutek, ko bi te masirali. Jaz sem si pa to v prvi vrsti kupila zaradi tega, ker so se mi začele delati malo krčne žile. Imam to že več let, zdaj ni to od letos. In ker delam na nogah v glavnem, sem to rabila bolj skoraj za po šihtu, večkrat mi je prav prišlo, zdaj pa jasno tudi po kolesarjenju. In jaz moram reči, da grem 5-krat na teden, sigurno se dam v te hlače zvečer za pol ure in je noro počutje. Dobar. Še malo reklame. Se pravi, čez ta tvoj dan sva šla, kako si organizirala dan, tisti, ki še niste pogledali, pogledajte si od Petre ta video, je ful zanimiv. Ja, bistvo je, da se marsikaj da, tudi če imate majhne otroke, z otroci lahko tudi veliko naredite, lahko date otroke sabo vzamete, date na kolo, sedežke, se gre z gorcem, ne gori zdaj v specialki, mogoče bolj z gorcem. Jaz sicer nisem imela majhnih otrok, moji otroci niso bili takrat majhni, ampak če bi danes imela majhnega otroka, bi definitivno imela teh vozičkov, pa kariol, pa vsega živga od zadaj priklopljen, pa bi glih tako poskušala čim več jih vklopiti v te moje dejavnosti. Ja. Ali pa se, kot sem že tudi pravila, da se recimo usedeš na trenažer, ti treniraš tisto uro, zraven otroku naštimaš risanko in sta oba dva v bistvu še vedno skupaj, se vama lahko dogaja, tako da... Ja, se tam mali se lahko kar hiter
zamotijo. Ja, lahko ime tudi to ni ena zanimivost. Sej malo tudi vidimo te videe posnetke na profesionalnih kolesarjev, kako so otroke peljajo svoje treninge. Ne. Da mi povej, ti si pogledala si tudi video, ki sem ga jaz naredil za 2025, kaj treba vse odklukati, pa kaj te je kaj zmotil noter, kaj ti je bilo v redu, kaj ti ni bilo mogoče najbolj šuna dva. Ja. Največji minus pa največji plus. Zdaj v bistvu sem si pogledala, in od zadnjič, ko nam ni ratelj posnet, sem te mogoče bolj napizdila, zdaj te malo manj. Ampak vseeno je ena od stvari, zelo fajn je to, kot si na začetku povedal, da si narediš v bistvu nek seznam vsega skupaj, kaj sploh rabiš za tak trening. Druga stvar je mogoče, ki bi jo jaz še prvo dala, čisto na prvo mesto, da si napišeš, kaj sploh, v kjer tip mogoče greš. A hočeš samo izboljšati, ali hočeš res izboljšati celotnega samega sebe, ali se boš samo pripravil za nek določen, ali si začetnik, ali si že zelo dolg časa na kolesu, pa bi rad ful boljši. Tako da mislim, da tukaj si moraš postaviti kriterij, kaj sploh hočeš najprej doseči. In če se tako, kot si ti sebe opisoval, sigurno se bo največ ljudi najdel v tebi noter, ker greš dejansko po dolgem času, mogoče dolg časa, zdaj nisi bil na kolesu, saj ne toliko intenzivno, in boš začel, ko bi skoraj z ene nule. Ja. Če pa gledam samo sebe, kje sem zdaj, na kakšnem nivoju sem, pa ne morem, recimo, je tu tak sistem, ki ga imaš ti, ker bi v bistvu s tem pač nazadvala v tem času. Tako da tukaj pravim, če je to ta stvar, je jasno dobro, da začnete počasi migati zdaj malo čez zimo, pa potem res nekje v začetku novega leta, po novem letu bolj intenzivno, da se nekje do spomladi navadite na vožnje, ker jaz tudi vedno pravim vsakmu, ko pride na našo rundo. Če ste v začetku runde z nami, gre fantastično, se res vidijo te napredki, dvignejo se vse te povprečne hitrosti v vseh skupinah in tako. Problem je, ko pa pride nekdo junija ali pa julija, pa bi začel se z nami voziti, pa ni prej se nikjer nič vozil, pa ni nobenih kilometrov naredil, je pa to malo pol tudi jasno težko, čeprav ne divjamo, ampak vseeno je težko noter pol prideti. Tako da je pa ta stvar, ki se pač jaz s tabo najbolj ne strinjam, je to, da ne, pa to je tvoje, to ti ne moreš noter biti na trenažerju, jaz še vedno spodbujam, če se da, probite malo na trenažerju biti, se ne vsak dan tako, kot sem jaz, ampak vsaj, če ga imate, ni muzda, zdaj zato morate kupovati trenažer, delač od tega, ampak če ga že imate, če imate kaj starega, pa ne veste, kaj bi z njemu, dajte vsaj malo, zato da se noge vrtijo, tudi hiter, zdaj le bo mraz, hiter se oblečeš, slečeš, doma to narediš, oddelaš, se stuširaš, lahko pol naprej nek opravk doma, naprej, zdaj imamo več opravkov doma, kot od zunija, tako da mislim, da če se le da malo, drugače pa si kar dobro si zastavil. In upam, da se boš fajn treniral, da boš v aprila lahko z mano na prvo dirko. Zmenen. Mogoče bi še jaz poudaril še tole, kar se trenažerja tiče. Ne toliko, da sem toliko proti trenažerju, pač če greš 2-krat na teden, zato da vzdržuješ neko to, kar si vsaj približen v prejšnji sezoni dubu, tisti, ki že vejo, da derkajo, da imajo plane za naslednjo sezono, pač oni itak bojo na trenažerju preživeli kaj sem koliko časa, ampak govorim pa na splošno za kolesarje, tako kot sem jaz, pa mislim, da je takih delač največ, veliko se. Je pa fora, da če si ti na trenažerju celo zimo, pač tako, res treninge delaš, ne vem kaj, prvo, večina jih nima ventilatorja, to sem mogli, danes je bil en gospod, je prišel nekaj iskat, pa isto, in zgubiš ful mineralov, soli in se mi zdi, da spomladi si samo prazen, nimaš neke energije se zunaj voziti, po večini pijejo vsi vodo, niti ne pijejo nekih napitkov, ki grejo na trenažer, zato si mislijo, pa sem samo pol ure, ampak spodaj je pa ne vem kakšna luža. Ja, to mogoče lahko vdaja či zase, kako se sploh na trenažerju res pravilno
ga uporabljati in pa voziti, ker dejansko jaz sem pač to doživela, kar ti zdaj opisuješ, da sem bila na trenažerju brez ventilatorja, pod mano luža, pila vodo, ker itak nič ne rabim jedla, boh ne daj kaj, ker itak moram shujšati, to je zdaj zima in jaz sem se 2 sezoni nazaj potem še vozila neke skupinske vožnje, neke dirke in takrat sem se jaz kurila dobesedno, bila sem na trenažerju z 45 minut z 175 povprečnega utripa, jaz sem padla dol z kolesa dobesedno, nisem s trenažerja, res nisem se mogla dol spraviti, ker sem bila čist skoraj nezavesti. No. In tukaj mislim, da je treba res paziti. Isto, glih tako se je, jaz jem na trenažerju isto, kar na kolesu, pijem zdaj pač nekje voda, nekje so napitki, odvisen kaj jem, ventilator imam, ogromen, sem z oknom odprtim kolesarem, tako kot pravim, sem že zanč rekel, včasih me to zebe, zdaj sem začela debele zokne, štumfe imam debele, ker me najbolj zebe v noge, tako zanimiv. Tako da to je pač treba, in isto po trenažerju, ko pridem dol iz trenažerja, glih tako, regeneracijo, takoj pojem tistih se pravi, jaz pojem dejansko gram hidratov na kilo, takoj vedno, po vsaki, ne glede na to, je bil recovery ali je bila cona 2, karkoli, se pravi, to je 1 vrečka približno gumijastih bombonov tam malih, jih pojem takoj, pa se pa šele tuširati, pa rihtati, pa naprej. Ne, sej, tukaj sem to, da bo le vedela, ne, da spomladke se je treba začeti z univoza. Če imaš neke cilje, pol je fajn, da prideš do spomlad da komi čakaš, da boš ven na kolo, ne pa da ti je muka. Absolutno, se strinjam. Tukaj se jaz čist strinjam. No. Se pravim, jaz tudi nisem mogla včasih noter, nobene vadbe notranje, so mi bile vse notranje vadbe težke, tudi na fitness ne hoditi, nobeno. Je pa res, da tako kot sem rekel, na začetku si moraš prvo, kar je, da si moraš postaviti, kaj sploh hočeš, kdo si, kjer tip kolesarja si, kje se vidiš in kaj hočeš v naslednji sezoni doseči. Ali se samo dobro pelati, ali bi rad dirkal, ali bi rad vse zmagal, kar bo šel dirkat. Mislim, če si, odvisen kakšne cilje si zastavljaš in če se samo hočeš res dobro pa udobno voziti, kar mislim, da večina ljudi to si želi, pol je definitivno so te tvoji predlogi zelo dobri. Mirsat recimo se zelo na tak način dela, kot ti. On tudi ne... Pa zdaj priden v hribe, hod skoraj. On gre tamle Golovcma, šopa, gre res tudi 4-krat do 5-krat na teden dejaven, ampak pač ne, trenažer se pa ne usede niti slučajno. Ne, pa sej, kdo narobe zastopil, jaz glih ne ležim na kavču 5 dni na teden, ampak sem vsak dan v fitnessu. Ne vem, za noge sem zdaj začel še malo več delati. In tisti, ki ste v fitnessu, se ne vem, koliko je to velika cifra ali pa ni, ampak ne, za leg press mislim, da sem 240, 10-krat imam serije, tako da tisti, ki ste v fitnessu, boste povedali, me boste skritizirali, je to veliko ali malo? Jaz nimam pojma. Ampak... Koliko je to v vatih? Veš kaj, preden greva še na kolesa, bi šel jaz še mogoče na... spet sem poslušal podcast od Brunela, pa še tega mojstra, ki je zravenega. Pa jaz sem bil vedno zagovornik, sedeš v Wasserwago, to, ko sem ti že zjutraj govoril. Včeraj, tisti, ki ste na Stravi, ste videli slikco, sem si mal položaj na kolesu spremenil. In moram reči, da mi bolj ustreza, tako prvi občutek je bil ful dober. Bom pa še videl, zdaj se s tem kolesom mogoče nam tok igral, ali pa se bom skozi igral. Bom mal spreminil, sedeš mal višji, mal nižji. Zdaj sem ga malenko zdvignil, pa malenko sem dal kljun čist mal nadol. Prej sem imel pa skozi Wasserwago konico, pa zadnji del sedeža. In sem se res tako, ko sem vozil, sem se pa za ene 4 mm, 5 mm sem ga dvignil in sem se res dobro počutil. Tako da tisti, tudi če ste bili na bike fittingu, jaz sem bil že na full bike fittingih, eno je bike fitting, tudi tam, tudi če so mojstri, ti ne dajo, tako mora biti, ampak imate neko zelo dobro osnovo, pa se lahko pa sami poigrate. Tako da če se kdo hoče kaj sam poigrati,
je zdaj ta cajt, sploh če vam še vedno položaj, ki ste bili na bike fittingu, mogoče ne ustreza najbolj. Ne, zdaj si dvigvati za centimeter gor, dol, levo, desno, to je pač čisto mač, ampak pejte tako po par milimetrov, jaz mislim, po moje sem tam za ene 4 milimetre sedež dvignil, sam, ker sem ga dal čist mal naprej, mislim, čist mal dol, mogoče se to mal porazporedili, je pa res, da sem ga dal od bike fittinga, po moje, že za ene 2 centimetra sem ga že spustil sedež, s tem, da sem gonilke šel zdaj na 170, se pravi čist skregan z vso logiko in je logičen, da sem pač sedež si dvignil, ampak hočem samo reči, tisti, ki zdaj ne trenirate oren, ki se bolj ne voste, če vam karkoli, če vam ne ustreza, je zdaj cajt, da najdete položaj, ki vam ustreza, spomlad, ki se boste vozili zunaj, da ste res nastavljeni, takrat se ne sme nič spreminjati. Takrat tako, kot je in sam se dela treninge. Pa tudi telo se mora pač zdaj navaditi na položaj. Tako da, evo, to je to, tisti, ki imate mal nestandarden položaj, lahko pokomentirate. Skratka, zakaj sem pa spremenil to? Je pa Brunel, ki je govoril, včasih so imeli gonilke tako 175, ki so šli na kronometer, so imeli tudi 180, zdaj gre pa vse v kontra. Vse na manjši. Ja, gre pa vse na manjši. In je rekel, da šel prvič sprobati, se pravi to, ne vem, če prav gonilke, ampak da bo imel drugačen položaj. Ne. Tudi stara šola kolesarjev je še vedno seatback, tam 2 cm pa pol, da je sedežna opora nazaj. Ne. Zdaj so praktično vse so naravnost gor, pa sedež čist naprej. In zdaj ne vem, a si zamenil kolo. Skratka, on mi je dal idejo, da pizda, se mogoče pa je cajt, da tudi jaz mal grem iz dinozavrskih časov ven, pa sprobam in moram reči, da sem se presenetljivo dobro počutil, je pa res, da sem šel 2-krat za cirka dobro uro na kolo, tako da nimam še nekega full vzorca. Ampak nekaj imaš občutek je, ne, sicer klej jaz mislim, da Pogačar se slovost na 167, pa pol z gonilko. 165. Ja. Tako ste rekla na podcastu, jaz ne vem. No, mogoče zanj sem tudi jaz gledala eno sliko, kako so ga analizirali, to njegovo postavitev na kolesu, ki jo ima pač po mnenju strokovnjakov najbolj idealno od vseh, kar ne govorimo o kronometru, govorimo o, se pravi, njemu slika je, ko se vozi v rahu klanc. In ima v bistvu, zakaj pač dejansko so postavljene, kje ima koleno, kje ima medenico, kje so njegove rame, kje je gležen, dolžina vsega. In je dejansko tudi obrazloženo, zakaj to tako in v kakšnem smislu on fizikalnem najbolj lahko izkoristi zaradi tega silo. Je pa ena od stvari, ki se pa v taki drži zelo težko držiš, kakor je on. Tudi on je zelo v spredi na sedežu sedi, kar jaz mislim, da se večina recimo žensk to sploh ne more. Jaz nobene nisem še videla, ki bi toliko sedela, recimo sploh edino, če bi si mogoče kaj dale operirati, ker pač dejansko sediš pa na neki lukti. Mislim, jaz ne morem toliko naprej sedeti, pa sem že probala tako, lahko se držim, ampak me začne tišati. Tako da mislim, da so te pozicije prav, da se malih spreminja, pa malo gledamo, je pa tudi, zato imamo tudi vse bike fitting, no jaz osebno sem kar bolj držim se teh mer, pa se ne upam preveč igrati, ker res je, da sem kar dosti v redu, imam pa kdaj kakšne težave, sploh po daljši vožnji. Tako da zdajle upam, da mi bo ratal čim prej, no, verjetno, da do novega leta ne, ampak po novem letu jed k Dejanu, pa da bi naredila eno novo nastavitev, ker tudi vidim, da glih s tem treningom, pa s toliko zgubo kilaže se mi je ogromen spremenil. Tudi jaz sem lahko zdaj v določenih drugačnih pozicijah, lahko sem veliko bližji na bolj naprej pomaknem na sedežu, ker sem bila prej nisem mogla tega tako biti, ker verjetno tudi ta teža svoje naredi. Tako da, ja, bom tudi to naredila, no, karkoli. Ali če se hočete igrati z pozicijo, ali pa če greste na fitting, je to zdaj ta pravca. To definitivno je treba zdaj narediti, ker tako, kot si rekel, ko se enkrat na kolesu, se to pa več ne dela. Ja, kaj treniraš. Ja. Pa se mogoče to, kar zdaj vsi gledamo Pogačarja, pa sam tako, se še pravim profijev, ki nima tega položaja, pa se dobro vozi. Se pravim, ker niti ne morajo v ta položaj jeti, ampak hočem povedati, da verjetno veliko po njemu delajo, veliko po njemu prilagajajo, pa dol sedeš, pa nižji, pa krajše, gonilke. Jaz mislim, da je to
zato ker so njega pač toliko zanali, da je to Mislim, tono. Jaz, če gledam zdaj zgodovino kolesarstva, se je začel po moje z Ineosom, tudi Geraint Thomas je čist naprej sedel, vsi so imeli takrat naprej pomaknjene sedeže, tako da oni so, mislim, da začeli ta trend, da se daje čist naprej, saj takrat vem, da se pač se vse gledali, kaj oni počnejo. Ne? Ja, zdaj pa Pogačar je pa mogoče naredil, ali pa to, kar se zdaj govori, ne, pa naredil še tisto štengo naprej, da se mal drugače razmišlja o samem kolesarstvu. To je pa tudi idealen prehod v to, da greva še mal v čist drugačen stil koles, kot smo jih vajeni. Ja, ne se temu tako reče, ampak Evo, bom najprej kar vam zastavil vprašanje, preden boste naprej poslušali, lahko že komentirate spodaj. Prvo je prišel ven en kolo, ki je ultra lahek, se pravi, se z njim niti ne smete voziti na UCI-ju. In zdaj moj vidik, ki izhaja predvsem iz vseh teh mitingov pri Pinarelotu, je Pinarello je skozi zagovarjal, zakaj bi mi naredili nek ultra lahek kolo, če ga pol profi pač niti ne morejo voziti na dirkah in je boljš imeti več materijala na določenih koncih, ker je tako pol boljši in prenos moči na cesto in lepš se kolo voz itd. To je tudi, kar nekaj imate forumov, ki boste videli, da ko kolesarja postavite na Pinarello kolo, je to kolo, ki se vsi po večini zelo dobro gor počutijo. Pa jaz lahko tukaj rečem, od F5 do Dogme F, pač ta kolo, ki se te spuščali dol, je eden izmed najboljših za nas puste. Poleg le, no, in zdaj je prišel ven kolo, ki je 5,9 že serijsko sestavljen, ki ga po moje bojo naslednje leto tudi profi vozili, se pravi, to je ta prva stvar. Ta druga stvar, pol pa vsi smo, se mi zdi, zelo vizualen tip človek, pač vsi gledamo, da tisto, kar bomo kupili, da nam bo všeč. Ja, seveda, ste sigurno. In zdaj je prišel pa, kako bi sploh zastavil vprašanje, a vam je lepota pomembna, če veste, da vozite najhitrejši kolo na svetu? Se pravi, če en kolo zdaj pride ven, pa je po vseh karakteristikah, ki so ga dali v tunel, ni da ni, bo najhitrejši, pustimo zdaj ceno, cena je nepomembna, ampak je pa grd toliko, da se ne bi hotel videti z njemu. Oziroma, mogoče te še celo une kronometer čelade nosil na njemu, ne prepoznavam. Hotel, da vas dobro pozna. Tako da, a vam bi bilo to, da je grd kolo sploh kaj pomemben, ali so vam važne une cifre? Meni je važen, da je pač, pa pustimo, tukaj ne govorimo, da je pa ta drug kolo na lestvici, da je pa ful slabši. To je odstotki, ki so pol bolj pomembni od tega, ko se te vi na kolesu držali, kakor pa sama aero prednosti kolesa. Tako da, evo, to me prav zanima, kako te komentirali, ker določena kolesa, ki so v zadnjih, ne vem, 5 letih ven prišla, pa mogoče zdaj še takega danes pokomentirala, so za moje pojme čist izven pač nekih vizualnih, kako bi rekel, nečesa, kar smo vajeni, da nam je všeč. Tako da, kva najprej pokomentirala. Colnago je dal ven, sicer un je lep za... Ja, tiste krasen. Un je pač tako, za na steno... Stil novo. Ja, un je res lep. Pač tam... Ne vem, če sploh kaj pokomentirati, jaz mu dam 9,5 oceno od 10. To je sigurno tak kolo za na kavico se pelati z njemu, vizualno verjetno zdajle najlepši tak kolo, ki ga lahko imaš, če ga gledaš zato, da je lep, ne? Da te bodo, ko so špelu po cesti, da bojo vsi gledali za tabo. Pa da ni tekmovalen. Pa tako, to ni tekmovalen kolo, tako da ga ne bomo videli v ProTouru, ampak tudi vprašanje, koliko jih bomo videli tudi pri nas, ker mislim, da je 18 urjev je cena z top opremo, pa tudi mislim, da na tak kolo drugega, ki top opreme ne moreš dati. Ne, to ni kolo. Pa kampanjolo paše, zdaj kle pa res paše. Ja, kle je res, ne. Kle je res, mora biti neka tradicija gor, tako da, ja.
to je res tako kolo, ki mislim, da mogoče Mirsad bo drug star 60 let. Čeprav on si bolj, se ne ve kva brati. Ja, Se ta master, ki ga ima, jaz mislim, da lepšega jeklenga kolesa. Sej, ampak ja, sej masterja pa ne bi dal stran, tako da itak ne more imeti to koles, ni več prostora. Ja. Dej, pa za Scotta sem par karakteristik prebral. Ne bi bil za 12 vatov bolj učinkovit. 300 gramov mislim, da je lažji okvir ali frameset, to na spletni strani malo čudno piše. Pol je pa 36% bolj udoben. Zdaj, jaz bi se mogoče bolj zataknil vizualno, a ti kaj posebenega, ti je tako neki, da ti uno špila na trobento, ali bi rekla, ok. Ne, ta Scott je ena taka klasika, zdaj današnjih koles ni pač ne moreš reči, da je grd, ne morem pa reči, da je nekaj ful posebenega, da izstopa iz ne vem kje. Scott meni vedno kot tako problemi o teh njihovih barvah, ker imajo grde barve, saj kar je meni, pač, če gledam poštrihan barvanje kolesa, ne vem, koliko so fleksibilni za kakšno izbiro, a imajo kakšno možnost, da lahko si kaj po svoje pobarvaš kolo ali ne. Tako je predstavljanje tudi isto pač, kar se če barvno ni nič posebenega. Ampak je pa samo kolo, ni pa samo kolo, pa samo okvir pa ni zdaj tako spet toliko grd, da bi rekel, da ga ne bi mogel voziti. Verjetno za rekreacijo bo prišel upoštev, ker je tudi cenovno so ugodna ta kolesa, tako kot si tudi že ti rekel. Ampak, to sva rekla v prejšnji epizodi, ki nisva snemala. No, tako, prejšnji sva rekla, da zdaj še nisva govorila o cenah, ampak tudi ti si rekel, da se ti zdijo, da so to dost. Ampak prav velikih pa ni, ne. Če jaz gledam, verjetno jih je veliko, ampak kar gledam v naši družbi, pa to, kar mi kolesarimo skupaj, v tej naši ni, ne. Bili so Scotti, imeli so jih, zdaj so jih vsi so šli na čist druga kolesa iz Scottov, tako da pač zdaj bo Scotti s tem dosegel kakšno večjo prodajo. Predvsem mislim, da bi mogel vsak, ko da kolo ven nov, najprej narediti en boom, da je kolo vizualno sigurno lep, saj za nas rekreativce in uporabiti saj za tisto kolo, ki ga reklamirajo, pa propagirajo neko ekstra barvo, neki lepega. Ne, da dajo nek temen okvir, ki ne vidiš točno, kjere barve je, z nekim rumenim, zelenim, ne vem kakšnim napisom. Problem je, ker so zadnji dizajnerji in te imajo pa svojo umetniško žilico za določene stvari. Vem, pa se imaš kakšne raziskave trga, kaj ljudem všeč, kaj jim ni. Vse mogoče je pa to raziskava, da jim je to všeč, jaz ne vem. Meni je zanimiv, Glih Lovše je bil tukaj, pa je rekel in se kar strinjam z njemu, ta z Dura Aceom za cirka malo po 9 jurjev, ta je ful zanimiv, potem pa še mogoče čisto osnoven z 105D2, z Ultegrom je že tako. Ne vem, če bi se odločil. Je pa kle še, da je še malo prilijem naš lonček v to. Od Niša pa dobite komplet svojo barvo, še lažji bike, pa mislim, 100% sem, da boljše obroče, ampak dobite že integriran kokpit, pa še vedno boste plačali manj, kukor je pa pač ta od Scotta, s tem, da si lahko čisto sami svojo barvo zberete. Tako da zdaj, ko pol to dvoje primerjam, pač, ja, se je za tok huge brand, ki je Scott, ne, ja, je definitivno so šli za price point, če gledam Specialized Trek, Scott, rečemo te 3 velike, so super se pozicionirali, tako da jaz upam, no, da bojo splavali iz tega ven, ki so v zadnjem letu. Tako da meni je bike tako pač. Ja, se pravim, mislim, je super za tekmovalca, ki hoče imeti dobro ceno, če si ga mora sam kupiti, je definitivno kolo, ki bi razmislil o njemu. Ja, tukaj pa bi tudi kar zaključil, ker ni pa, saj meni ni nič tako, da bi rekel kaj posebenega. Mi je pa, zdaj, ko bo prešaltala še na zadnjo temo, se pravi Colnago Y1 RS, se pravi nov aero kolo od Colnagota, upam, da bom zdaj prilimal tole na zaslon, da ga boste videli. Sem hotel reči, da mi je pa bolj rad všeč Scott Foll, ne?
ki je aerokolo, pa pol, če primerjam foila z servelotom, pa z tem od Kolnagota, je folk naenkrat mi lep ratu, ki mi prej Ker so rečemo, ostali ni to bil. grdi, ampak ta aerokolesa, mislim, da malo prav klasična aerokolesa, ne vem, koliko tudi v rekreaciji so bila popularna, zdaj le zadnja leta vsi aeros, dokaj je kolo lep zgledom, malo bolj masiven, pa vse skup. Ampak mislim, da bo to zginilo, ker je že tudi zginilo, tudi v rekreaciji zginja, ne? Pa zginilo bo zaradi tega, ker tudi ta kolesa, ki so zdaj nekako vam prišla top kolesa in recimo Trek Madonna je eden takih zelo izrazit, pa tudi Dogma v končni fazi. So to kolesa, ki so zelo okrnjena na čim, niso več tako glomazna, niso več tako masivna, ne delujejo. Je šlo v en ta proizvod, se pravi, da je neki med aero, pa med, se pravi, hribolazniškim kolesom, no, taka kolesa, in zaradi tega bojo tudi ta aero kolesa mogoče malo zgubljala. Saj tako je moje mnenje, čeprav še vedno jih nekateri dost ven dajajo, so še tudi kolesa, ki zelo aero zgledajo. Tako da ne vem, tudi Scott, te foili, tudi si jih ne vidiš na cesti, glih neki prav pri nas, no. 10 let nazaj Scottov na cesti se mi zdi, da ful velikih, zdaj ja, edikti so še se nekako vozili, ne? Mogoče se na Gorenskem koncu midva ne vozva tok. Ja, mogoče, da jih je tam več, ja. Se pravim, da klek, če gledam ta naš del, tukaj, ko se vozimo, jih res ni. Če tisti, ki so jih imeli, so jih pač šli na druga kolesa. Zdaj pa pri Kolnagotu. Sploh ne vem, kako naj lepo postavim vprašanje, ampak mogoče je najprej, če se postaviš v vlogo Kolnagota, ti imaš najboljšega kolesarja na svetu. Sprav, cilj je, da načeloma narediš najboljši kolo na svetu in tako, jaz, ki sem inženir, zdaj ne vem, a so ga ful dolg cajta delali, ali so ga zelo na hit naredili, ker ne vem, to sem prebral, mi je ful dober bilo, ker je bilo napisan kukar, da bi dal v ChatGPT noter, ok, zdaj imaš pa tukaj od Cervelota spreden konc balanco, ki je kao najhitrejš, pol dej downtube od Pinarellota, pol dej zaden konc kao od Treka in zdaj mi pa vse skupaj zriš, da bo zgledal kukar, da je kao nečemu podoben in pol je prišlo to ven. Ja, zdaj jaz ne vem, kaj so oni v bistvu sploh hoteli doseči s tem kolesom, a so iskali aerokolo, a so iskali kolo za vsa področja, se pravi za in klanc in za cesto. Zdaj tukaj številk še nimamo, a ne, od tega okvirja, kakšne so številke, kaj ne bi pomenil na cesti, kaj ne bi pomenil na klancu. Tudi kilaže še nimamo. Ja, lej, to definitivno bo tako, ne, ampak zdaj dejansko, kaj pa bo to pomenilo, pa se pravim, sploh tudi jaz ne vem, kaj so hoteli s tem kolesom doseči, mi ni čisto jasen. A so hoteli doseči, da bodo naredili najboljši kolo za najboljšega kolesarja, ali so hoteli narediti najboljši kolo, da ga bodo prodajali, da bi ga vsi kupili, ne razumem čist, ne, zdaj ta kolo, ki sva videla, kako zgleda, to si res pogledajte, prosim, pa ne vem, če je to sploh za debatirati. Je res, da je to še kolo, ki je zdaj pricurljala ven ta informacija, se tako reče, ne, ni uradno predstavljen kolo, mogoče, da je res tako, da je to Kolnago malo ven poslal, da se zdaj o tem govori. Ampak jaz kar upam, da je to neki eden dolg gor z narobno sliko, da tak kolo ni, da to je enega, točno tako naredil, kot ste rekel, da je to narejen kolo v enem programu in da bo v resnici vsem drugačen zgledal. Jaz to upam do 9.12., ko bo uradno dal Kolnago ven ta kolo, res drugega ne znam reči. Jaz upam, da to ni to, ampak ja. Ne vem, kaj ne rečem, meni je kolo, res mi je grdno, jaz nisem še videla to grdega kolesa, no. Res, ne morem drugega reči. Ja. Ko ga vidiš, je grd. Zdaj, kakšen bo v živo zgledal, lahko da bo v živo zgledal kaj boljš. Ker jaz moram pa reči, da meni je bil pa koncept, ko je bil odzuni, ne, njihov od Kolnagota, ko so ga predstavljali in ko so bile slike in videi, mi je deloval lep kolo.
Ker sem ga pa videla v živo kolo, ker pač jaz sem za bel kolo in ko sem videla v živo bel koncept, mi je bil pa kolo mi sploh ni bil všeč, ker že vizualno mi ni bil več všeč, mi je minil in potem, da še ne govorim o vseh testih, ki so potem prišli ven na kolo, koliko se pač zgleda vožnja in vse skupaj, hvala Bogu, da ga takrat pač se nisem odločila. Ne. Ampak kaj so pa zdaj s tem kolesom, zdaj lahko, da bo kolo toliko noro dober, da ko se boš usedel na njega gor, da te bo kar prijel, sam najprej se moraš usesti na njega pa ga sprobati. Ne. Zdaj, če samo, jaz verjamem, da ga bodo kar neki teh koles prodali na račun tega, ker ga bo Pogačar vozil, zdaj ne ima ga v vozu ali ga na vozu. Tukaj se je že preservelo, to videl, ko je bil Roglič gor, ko so zmagovali vse, je bilo servelo to pač posod. Se tudi na Instagramu prej servelo ta ni bilo skoraj da ne nikjer, zdaj je pač posod. Čeprav najbolj v Sloveniji prodajen bi še vedno po moje Bianchi na račun, kjer ga koliko kolesarja. Bianchi isto, sam Bianchi, rečemo kot od Bianchija so največ so prodali v Azijo. Ne? Takrat pač Azijci res kupujejo zmagovalen kolo, kaj je, gre tja, pač se proda ful. In zdaj, ko bo pač Colnago, kaj je Colnago, se pač Colnago to isto. Pred tem Colnago saj tako, da bi se mi zdi, da smo še 5 let nazaj, da smo še vedno govorili, da ta zadnji res dober Colnago je bil po moje, ne vem, Master, pol pa zdaj teh karbonskih je pa C64, C60, kleneki. Te ceji, ki so se začeli, ja, ampak da bi jaz ampak kakor vem, prihaja ven tudi v 5. Ja, po moje bo v 5 res prišel tik pač takoj za tur. Se pravi, da ne bo za 2025, ampak da bo za 2026 v bistvu šele uradno za prodajati. Kam mogo bi že na letošnjem turu pride, pa ga ni bilo, tako da ne vem, ampak tukaj pri temu Aerotu kar ne vem, tako, če se jaz postavim jaz sem pogledal zdaj polhan telih videov, če boste šli gledati malo na YouTube, samo pišite Colnago Aerobike, pa je kar neki youtuberjev že naredil video, prav vidiš, kjeri se upajo izraziti lepo, kjeri pa so skozi unmu prodajanemu žargonu in en iz Amerike, moj starun je skozi prodajanemu žargonu in je prav, sem rekel, ok, od njega prav pogledam zaradi tega, ker vem, da bo take bedarije, no in njemu je prav lep kolo, prav tako in jaz, ko sem uno poslušal, sem prav rekel, se zdaj je vprašanje, kaj, sem tako, mene tudi zanima, kaj bi zdaj rekel nekdo, ki prodaja ta kolo, ne, pri nas mogoče, kakšen je njegov mnenje na jaz mislim, da tega so stara šola, da imamo vsi isti vidik. Sej kleni, se mi dva, ki sem pokazala kolo, aj kjer danes je rekel, da jim je pa všeč. Pač ni ga bilo človeka, ki je rekel, da jim je všeč. Edino ta vidik imaš pola, ne? Ker se vsaj UCI in vsa pravila pač se malo spreminjajo, je zdaj to, a smo zdaj na uniji prelomanci, ko bojo aerokolesa res začela zgledati vesoljska. A veš, kaj mislim? Ne? Ja, sej to smo že tudi videli, ja, nekaj takih koles, ki niso bila dejansko, ki so mogoče bolj narejena računalniško, pa zgledajo res po en stran čisto vesoljsko. Zato sem tudi hotela reči, ne, prej, ko si ti tudi postavil to vprašanje za najene gledalce, kaj mi je bolj pomemben, ali da je kolo lep, ali da je kolo z najboljšimi številkami. In jaz sem prepričana, da je najverjetneje tudi včasih mogoče pri kakšnemu, ne vem, avtu ali pa je bil včasih grd, ne? Zdaj se ne bom spomnila, ampak vem, da so, ko smo rekli, kako je grd avto, čez let, 2, ko je bilo pa ogromen teh avtomobilov na cesti, smo pa se rekli, pismo, vse sploh ni to grd, vse sem se ga kar navadil, ne? Vse je lep, vse ni tako grdo, ne? Tako da verjetno, mogoče bo tudi tako ratalo s temi kolesi, a ne, da zdaj mogoče je prvi, bo Colnago res prišel ven s takim kolesom, ki zgleda čist mim. Ajde, ne, se imel že servelo, imel ja, no, vse hočem povedati, so njegovi predhodniki, Colnago. Predvsem, mogoče še bolj večji predhodnik je Trek, ne, v končni fazi Madon, tudi eden takih za izgledom, ja, sploh zadnji, ne, za izgledom čudnim, pa servelo, ja. Ampak, da bomo videli, ne, mogoče bo. Kaj so bili že oni Angleži, Lotus? Ko ima ful široko sprednjo vilico, sicer sam ne vem, je bil ta kolo UCI, da je bil legal ali da ni bil, ko oni so predvsem za pisto, vem, da delajo. Ja, no, dobro, na pistah so kolesa itak čisto drugačna, ja, ampak sam ja, tako,
prosim, res komentirajte spodaj, kakšen vam je kolo, predvsem pa eno vprašanje, ki sem ga isto na forumu prebral, je bil ful dober. Za kakšno ceno bi kupili ta kolo, če je ful težek? A veš, te aerobike in tudi trek, ta aero, ki je bil ful težek. Profiji so ga furali na 8,2, mislim, da kile. Se pravi, a bi kupili kolo za, ne vem, 10-15 jurjev, stop opremo, teža pa 8,5 ali pa več kot 8 kil. Me prav zanima, koliko vas je takih, ki bi odštel, ne vem, 10-15 jurjev, pa da bo kolo težek 8 kil. Jaz mislim, da ta kolo ne bo težek, no. Ne vem, bomo videli, ki lažo. Mislim, pri aerokolesih, ni jih veliko, ki so ful lahki. Tako da, no, pač mene prav zanima, kaj boste rekli, a je to nek napredek, ali je to že skoraj nazadovanje, a more UCI kaj vskočiti tukaj, da bo kolesa lepo izgledala, a se vam zdi to super, pač to me prav to se gremo zdaj v vesoljsko, vesoljske čelade, Stargate. Ja, sej te čelade so meni tudi, jaz bi tukaj prav... Pa se tudi na te čelade smo se že zdaj, na določene smo se že kar malo navadili. Meni so tako grde, da to bi jaz prepovedal. Jaz mislim, da se pa kar navajamo počasno na te čelade in da je vedno manj tistega, kaj nam je res ful grdono. Ja. Ne vem, na te specializove jaz sem se jih že malo navadila, zdaj mi ni več to grozen. Bolj so mi bile grozne zdaj te laserjeve, ali kaj imajo Jumbo. Imel Giro, imel letos Jumbo, meni se zdi. Mislim, da EF Education ima une... Ja, dobro, te so še to dobro. Čeprav mislim, da ne vem, če so še bolj grde, kot jih je imela Jumbo letos, no. Ja, pa... Mislim, ne Jumbo, se niso Jumbo več, Vizma, Liza, Bike. Ja, spet so narobe. Pa tukaj je Rogla vozil, ki je imel Klegor. Pač takrat, ki je... Dobro, sem to je bila navadna, se tiste je bila klasična. Vsi je imel uno, solzico je imel, sem je imel tako klasično, sem njemu je nazaj izlezla. Ne vem, kje mu je izlezla. Okay. Komentirajte, prosim, spodaj. Naj, res zanima. Hvala, ker ste bili z nami. Do naslednjič. Čau. Čau.